Pozdravljeni vsi skupaj. Zelo me veseli, da lahko pripovedujem o 3 romanih, ki so se mi v zadnjem času precej vpisali v spomin in kar močno zaznamovali moje dojemanje sveta, sploh v vračanju v tudi bolj fizično resničnost, kot smo je zadnje čase vajeni v izkušnji, skoraj da prisilni izkušnji bivanja v navidezni resničnosti spleta. Kolegica Maša je napovedala, da bo naslednji, ki bo danes se pogovarjal z vami, Boštjan Gorenc. In Boštjan Gorenc je tudi eden od prevajalcev enega izmed teh 3 romanov, o katerih bom danes govorila. Ti romani, ki sem jih izbrala, najprej jih bom predstavila tako, da bom povedala, da imajo skupno temo in zato sem jih tudi izbrala za današnje pogovarjanje z vami. Ta skupna tema je, kako bi jo lahko imenovali, posebne potrebe, z eno tako zelo, zelo široko besedo. In v vseh teh 3 mladinskih problemskih romanih je oblikovana kot problem, ki ga je mogoče presegati. Žanr mladinskega problemskega romana ima seveda svoje posebnosti. In ena od teh posebnosti je tudi v tem, da svoje teme oblikuje tako, da postanejo jasno razviden problem, okrog katerega raste dogajanje, okrog katerega se razvija zgodba. Ta problem naj bi bil tak, da se v njem še posebej prepoznavajo mladostniki in mladostnice, najstniki in najstnice v svoji izkušnji. Recimo ločitev staršev, najstniška nosečnost, bolezen različnih oblik, izguba prijateljstva. Vse to je zelo natančno analizirala kolegica doktorica Gaja Kos v svoji doktorski disertaciji in ugotovila je tudi, da mladinski problemski roman v principu v svojem knjižnem natisu obsega tudi strokovno spremno besedo, v kateri nek strokovnjak ali strokovnjakinja tako rekoč od zunaj ob zgodbi razlaga, pojasnjuje ta problem, ki ga obravnava zgodba, o katerem pripoveduje roman, in kako se je z njim mogoče spopasti. Ampak seveda, takšna razlaga je samo dodatek. Tisto, s čimer mladinski problemski roman zares učinkuje, je to, da nas s svojo pripovedjo dobesedno uroči, začara, zaprede v magijo branja, kajti ko beremo dobro pripovedovan roman, stopimo v junakove, junakinine čevlje. Kot bi rekli angleški kolegi in kolegice, stopimo v čevlje glavnega junaka ali junakinje in v njih prehodimo njegovo pot, njegovo zgodbo. In pri tem spremljamo, se pravi tudi sami doživljamo, kar doživlja on sam, in se soočamo s situacijami, v katerih se znajde, do takšne ali drugačne razrešitve problemske teme. Ali ima mladinski problemski roman načeloma srečen konec? Večinoma ja, ampak gotovo ne tak kot v ljubezenskih romancah. Konec je navadno zelo kompleksen. Se pravi, dobro napisan mladinski problemski roman ne prikriva, ampak bolj ali manj brezkompromisno razkriva vso našo kompleksno resničnost skozi
junakovo, junakinino perspektivo. Zelo veliko mladinskih problemskih romanov, če ne kar večina, je namreč pisanih tako, da pripoveduje v njih glavni junak ali junakinja prvoosebno. Tako je, ko to beremo, res, kot da bi z njim, v njegovih čevljih hodili skozi njegove situacije, izkušnje, doživljali njegova čustva, razmišljali iz njegovega zornega kota. In če se perspektive menjajo, če se pripovedovalci v romanu menjajo, če več različnih likov pripoveduje v prvi osebi, na isti problem gledamo oziroma ga dojamemo iz več različnih zornih kotov. Iz zornih kotov različnih ljudi, tako kakor v resničnosti. Če tudi se gibljamo v svetu fikcije, če tudi se gibljamo v junakovi izmišljeni zgodbi. Približno tako so narejeni vsi ti trije mladinski problemski romani, o katerih bom danes govorila. In skupna tema je torej z zelo širokim pojmom posebne potrebe, fizično in duševno izkušanje posebnih potreb, bodisi z vidika junaka, ki je vpet v posebne potrebe, bodisi z vidika ljudi iz njegove okolice. Ampak ta skupna tema vseh teh treh romanov, ki je torej oblikovana v problem, ki se razrešuje, ta skupna tema je obdana s še širšo temo. In ta širša tema je pa dejansko vključevanje ali izključevanje. Sprejemanje ali zavračanje. In napetost med obojim, sprejemanjem in zavračanjem, vključevanjem in izključevanjem, v vseh treh romanih žene naprej zgodbo. In seveda junakinjo, junaka, protagoniste in ljudi iz njihove okolice. Ožjo in širšo temo, življenje s posebnimi potrebami in napetost med vključevanjem in izključevanjem v socialno okolje, pa obdaja še ena najširša tema. In to je komunikacija, dialog. Kajti tisto, kar dejansko obdaja razmerje med vključevanjem in izključevanjem, sprejemanjem in zavračanjem, je možnost ali nemožnost dialoga, komunikacije. In sicer tako med literarnimi liki, kot tudi med romani in nami bralci in naposled med nami kot ljudmi. Dialog kot jedro medčloveških razmerij. In s tem tako rekoč jedro vzpostavljanja naših osebnih in skupinskih identitet. Vse to so teme od ožjih in širših, od ožjih do širših, ki jih odpirajo vsi tile trije mladinski problemski romani. Prvi je roman Aljaska. Napisala ga je nizozemska pisateljica Ana Volc, izšel je leta 2018 pri založbi Miš, prevedla ga je Katjuša Ručigaj. Roman Aljaska, ne vem, koliko ta roman poznate, zato ga bom zelo na hitro izrisala, se pravi, kdo je glavna junakinja, kdo je njen antagonist, zakaj na koncu postaneta protagonista oba in kaj je
konkretna vsebina posebnih potreb? To bom zelo na kratko zarisala. Torej, pripoved začne v sredini dogajanja, dekle, najstnica Parker. Nekoč je doživela travmo. Trgovino staršev so oropali, očeta so ustrelili, od takrat oče pasivno ždi doma in si ne upa ven. In samo Parker je obupno strah, da se dogodek ne bi ponovil. V svetu je ogrožena. Tega problema ne more razrešiti, ker pač policija ne aretira roparjev. Ampak to izvemo retrospektivno, sčasoma. Dogajanje pa se odpre tako, da Parker v šoli sreča novega sošolca Simona in Simon jo takoj v začetku osmeši pred drugimi. Jasno, Parker ga zasovraži. Odkrije pa, da je Simon novi lastnik njene ljubljene psičke, Aljaske, ki so jo morali doma dati naprej, ker je bil eden od bratov alergičen na pasjo dlako, in ta psička, ta Parkerina psička je postala pes spremljevalec za človeka s posebnimi potrebami. Ta človek je sošolec Simon. In Parker, besna nanj, sklene, da si je Simon ne zasluži te njene ljubljene psičke in sklene, da mu jo bo vzela nazaj, ukradla. Problem je, ker ima Simon epilepsijo. In kako se dogaja življenje človeka z epileptičnimi napadi, ki se lahko zgodijo v vsakem trenutku, ki imajo različno intenziteto in zaradi česar lahko človek, če se ta čas poškoduje, tudi umre. To pa je resen problem, ki Simonu zelo, zelo močno zaznamuje življenje in pred sošolci seveda noče, da bi bila epilepsija njegova edina identiteta, ki bi mu jo pripisovali, noče biti tako nalepljen s to nalepko, noče biti tako v bistvu izključen. Ampak zgodi se seveda točno to. Zgodba ima zelo, zelo dramatične zaplete, o katerih ne bom pripovedovala, da vam ne vzamem veselja ob napetem branju, če slučajno romana še ne poznate. Konča se tako, da mora Parker izbirati med tem, ali bo dala prednost svojemu strahu, svoji travmi, ali pa bo podprla Simona, ne glede na to, da sta se sprla. Pa tudi oni pomaga. Tudi za ceno tega, da se sam lahko usodno poškoduje. Kako je to mogoče? Kako da nasprotnika, protagonistka in antagonist postaneta na koncu v bistvu en sam, glavni junak, junakinja, eno v dveh različnih osebah? To je zato, ker si po nekem čudnem naključju začneta izmenjevati svoje izkušnje, začneta se pogovarjati, začneta dojemati drug drugega, začneta dojemati čustva drug drugega in s tem dojemata težke preizkustvene situacije, skozi katere sta šla. V bistvu eden od njiju postane na nek način tudi drugi in drugi postane prvi. In tako nas sama pripoved pripelje do tega, da smo soočeni, da dojamemo to, kako se vzpostavljajo medčloveška razmerja, kako se dojemajo, kako se dojema različnost, drugačnost drugega, ki pa je hkrati tudi jaz sam. Drug roman, o katerem bom govorila, je
izšel leta 2020 pri založbi Ocean, prevedel ga je, kot rečeno, Boštjan Gorenc. Njegov naslov pa je Čudo. Čudo je beseda, ki v romanu deluje v treh pomenih. Prvi pomen je ta, da je čudež, da je glavni junak, Avgust, Ogi, sploh preživel ob rojstvu, kajti njegovo telo ne deluje dobro. Sčasoma so ga mnoge operacije so mu nekoliko izboljšale telesno delovanje, ampak še vedno pa se zelo težko prehranjuje, zelo težko se giblje, tudi slabše sliši in njegov videz je zelo, zelo nenavaden. To je drugi pomen besede čudo iz naslova. In Ogi sam ve, da ga drugi ljudje dojemajo kot takšno čudo. Zelo dobro se zaveda, da v mnogih ljudeh njegov videz vzbuja odpor. Vsaj ob prvem stiku vzbudi njegov videz šok zaradi nepričakovanosti, ker tako zelo odstopa od predstav, kako naj bi izgledal človeški obraz. Tako sam dojema sebe, glavni junak, in vnaprej uračuna to, kako se bodo ljudje, neznani ljudje, odzvali nanj in da ga to ne bo prizadelo, čeprav ga. Kljub temu ukrepa. In to je tretji pomen besede čudo. Dejansko je čudež. Kajti Ogi ni samo človek nenavadnega videza, človek s posebnimi potrebami, ampak je izjemna osebnost. Kompleksna človeška osebnost, ki zelo, zelo natančno reflektira, dojema, razume tako sebe, kot tudi različne druge ljudi in njihove odzive nanj. In sklene ukrepati, da tudi on, tako kot Simon v Aljaski, ne bi v očeh drugih dobil edine nalepke človeka s posebnimi potrebami nenavadnega videza. Kajti on je veliko več kot samo njegova, recimo temu, bolezen ali zdravstveno stanje. Oba se, torej junaka obeh romanov, se poskušata izogniti stigmatizaciji. In obema to dejansko tudi uspe. V obeh primerih ob pomoči prijateljev, prijateljic, sošolcev, ob postopnih preizkušnjah, težkih izkušnjah, hudih izkušnjah, zaradi katerih vsi na nek način postanejo močnejši, zrelejše osebnosti, in to zato, ker so sčasoma sposobni dojemati drug drugega. Občutke, čustva, razmišljanja drug drugega, situacije drug drugega. Tudi v tem primeru ne bom povedala, kako se roman konča, ker je zgodba prekompleksna, da bi jo lahko takole na hitro povzemala. Je pa ta roman eden najnatančnejših prikazov, ena najnatančnejših pripovedi o mladostniški psihosocialni dinamiki vključevanja v skupino. Zelo, zelo detaljno to prikazuje in vseeno prikazuje na način, ki nas med branjem ne spotika. Uživljamo se v Ogijev govor, pripovedovanje, razmišljanja, ki se izmenjujejo v posameznih poglavjih, včasih tudi s prvoosebnim pripovedovanjem tega ali onega človeka iz njegove okolice.
sestra, prijatelj. Tretji roman, ki obravnava isto osnovno problemsko temo človeka s posebnimi potrebami in življenja in medčloveških odnosov, ki nastajajo okrog njega, pa je roman Japa Robena, nizozemskega pisatelja, ki je izšel pri Mladinski knjigi, prevedla ga je Stana Anželj, njegov naslov je Bratov kožuh. Ta roman je verjetno najzahtevnejši od vseh in v bistvu predvideva že precej izkušene mlade bralce in bralke. Tudi zato, ker je socialna resničnost, ki jo prikazuje ta roman, pravzaprav zelo, zelo kruta. Glavni junak, prvoosebni pripovedovalec, spet nekdo, skozi čigar pripoved lahko direktno doživljamo njegova čustva in razmišljanja. Prvoosebni pripovedovalec je namreč mlajši brat tega naslovnega brata Luciena in starejši brat Lucien je človek z zelo, zelo velikimi posebnimi potrebami, tako telesnimi kot tudi duševnimi. Brat namreč zelo je gibalno oviran, predvsem pa ne more govoriti in vprašanje je tudi, koliko razume običajni sporazumevalni jezik besed iz svojega okolja. Sam se izraža samo z določenimi gibi, z mimiko obraza in z zvoki, ki se ne oblikujejo v besede. In iz vsega tega mora mlajši brat, glavni junak, razbirati bratova občutja, čustva, doživljanje. Iz določene skupine zvokov sčasoma prepozna, da pomenijo psa in da se brat tega veseli. Za sporazumevanje uporablja dotike. In potem, ko osvoji določene bratove skupine zvokov, tudi te skupine zvokov, da vesta, da govorita o istem. Dejansko pa je njun jezik, jezik dotikov in čustvenih izrazov, tako se lahko razumeta. Njuna družina je disfunkcionalna, to je sčasoma, zgodba pripoveduje o tem, kako oče, ki se ukvarja z drobnim kriminalom, manipulira s tem bratom s posebnimi potrebami in ga celo naseli v svoji bivalni prikolici na gradbenem odpadu, kjer tudi sosedje niso ravno spodbudna druščina. Ta roman je recimo najbolj brezkompromisen od vseh treh mladinskih problemskih romanov, najbolj brezkompromisno in trdo predstavlja, razvija temo, ampak kljub temu tudi v tem primeru zelo težavnih situacij, v katerih je glavni junak v bistvu sam, saj mora sam izumljati komunikacijo z bratom, ki ga ima rad, in pri tem mu komaj da kdo pomaga, vsekakor ne tisti, ki bi morali. Kljub temu je roman optimističen. Naposled namreč govori, pripoveduje o tem, kako se vzpostavlja ljubezen, tudi takrat, ko se zdi komunikacija skorajda nemogoča, ko se zdi dialog skorajda nemogoč. Ampak pred ljubeznijo se ne ustavi niti ta nemožnost ali komajda možnost. Kaj to zdaj pomeni? Kaj torej pomenijo
vsi trije mladinski problemski romani za naše soočanje z resničnostjo. V resnici pripovedujejo o tem, kako naša osebna identiteta in skupinska identiteta ni nekaj, kar je stvar naše zaprtosti vase, ampak se nujno in neizogibno vzpostavlja v odnosih z drugimi, v medčloveških razmerjih, in to na način, v katerem drugi postane tudi del mene samega. In s tem, ko hodim v čevljih glavnega junaka, ko tičim v magiji branja, v tem uroku, se vrnem potem nazaj v resničnost nekoliko spremenjena, z izkušnjo drugega, ki postane moja lastna. Hvala lepa.